Hey, what's up everybody? Moram vam priznati, da me odziv na zadnji video, ki sem ga naredil na Facebooku, potovanje iz Orehove vasi, nedeljski izlet do Jeruzalema, mi se kar preseneta, 5500 ogledov, wow, in seveda najprej vsem hvala, ki ste ga si ogledali, če se ga niste, se nahaja spodaj, torej pod tem videom. No, v tem videu pa, kot kaže, gremo na novo potovanje, ne? Ampak ne gremo z vlakom. Tukaj je moj domači gozd, ne? Torej malo se sprehajam po našem domačem gozdu, tako kot običajno vsako nedeljo. In tokrat vas vabim na eno malo daljše potovanje, in sicer na Kitajsko. Začenjamo v Pekingu in tu bo kar nekaj videov, imam nekaj kar zanimivih posnetkov, tako da vljudno vabljeni k ogledu. To pa je Kitajska, to pa je gužva. Če hočeš videti, kaj je to gužva, moraš iti na Kitajsko. Kaj boš rekel? Nisem še rekel? Ne. Ja, povej malo, kak so Kitajci. Je v redu, ne? V redu? Ok. Evo, zdaj pa gremo na železniško postajo, ne, in ko moramo vse, vrsta, gužva. Evo, zdaj pa smo pred podvigom prečkanja ceste. To je vedno taki poseben dogodek. Zdaj zakaj? Zaradi tega, ker tu velja pravila močnejšega in če tudi je rdeča luč, to kar šibajo avti, kot vidimo tu kar grejo neacelovano. In se me prav zanima, ker so tam policaji, ali bo sedaj se kdo ostava, ali se ne bo ostava, ne? Zdaj pa poglejmo, da vidimo, ali bojo pa kar izsiljevali. Ok, zdaj grejo policaji prek ceste, za njih to gleda ne velja, rdeča luč. Ok, še malo, še malo, še malo, še malo, še malo, evo, policaji lepo grejo prek ceste, kljub temu, da je rdeča. Ok. No, pa mi šli počasi, ali ne bomo, ali bo rdeča že, ali bo zelena, ali kaj bo. Gremo prek ceste. Aha. Tam že vidimo, evo ga, gledajte ga, kak se riva, gledajte ga, kar bi pešti. Kljub temu, da ima rdečo, boli njega, on gre kar direktnega ravna. Še en, evo ga, še en, gledaj to, gledaj, ko bo potegnil. Bo počakal. A, zdaj je videl, da snemam. Počakal, ne? Ok, dobro, zdaj. To je bilo prečkanje ceste. Moraš biti ful previden, ne? Ker tu velja zakon močnejšega. Evo, to pa je Tiananmen Square. Znameniti, malo prej je vojska tukaj mimo korakala, še vedno koraka tam daleč. Ljudje tu čakajo, kdaj bojo prišli, da vidimo, malo približam. In to je sedaj posebno doživetje za Kitajca, da to nekaj, da to vidi. Malo prej so prišli odstod na trg, zdaj grejo nazaj. Zdaj, da to dogodek vsaki dan ob 7. zvečer, ko spustijo zastava. Temu sem bili sedaj priča na Tiananmen Square. Okay.
bolje, ful je bilo zanimivo, ful gužva, ne? Če še nisi bil v gužvi, pol definitivno moraš iti Kitajski. Ampak še druga stvar, ki je tam zelo zanimiva in se imenuje cenzura. Ne? Tam ti nimaš Googla, tam nimaš Facebooka, v bistvu Telegrama, nimaš nič, ne? Pravzaprav tiste njihove aplikacije, tiste lahko uporabljaš. Ne? No, s tem sem se srečal. In pa pri organizaciji potovanja pa je bilo še zelo zanimivo. Ko so šla z Davidom na kitajski zid, sva si to pot organizirala prek enega lokalnega turističnega vodnika, s katerim sem se super sporazumeval v angleščini, preden sva se srečala. Ko sva se pa srečala, v smislu, pač dečko vlada angleška, no in on mi je porinil telefon, ne, torej prednost in začel govoriti v kitajski, tako da smo imeli prevajanje preko Google Translate na telefonu. Malo hecen občutek, pač ko se pogovarjaš z telefonom in dajmo si pogledati, kako je to izgledalo. Let me ask you a question, okay? Why Facebook is not working and other application as well? 为什么费斯布克不工作和其他应用程序？因为这些在中国是受控制、管控的。Because these are controlled in China. Ok. Dobro, zdaj vidite, zadeva ne dela tukaj na Kitajski, hočeš nočeš, ne? To je zdaj moje sporazumevanje tukaj na Kitajski. Tako da, to pa je moj prijatelj. Say hello. Ok, tukaj je David. Tu sem pa jaz. Ok. Ok. Naslednji posnetek pa je namenjen vsem, ki se vozijo v Ljubljano in stojijo v kolonah. Jaz vem, da je to težko, ampak rečem vam, bodite srečni, da niste doma na Kitajski, ker tam bi se vi od Maribora do Ljubljane vozili 6 ur. No, zdaj pa poglejmo. Evo ga, to pa je zdaj promet na avtocesti. Kot vidimo, se vozimo 30 km/h in to je res katastrofa. Tu je brez veze sploh imeti kakšen avto, ker 60 km se zdaj že vozimo 2 uri, pa še zdaj, da se še nekaj časa bomo, tako da res ogromno avtov. Leta 1995 je bilo tukaj 10 milijonov avtov registriranih, zdaj jih je več kot 350 milijonov. Evo, promet. Evo, po 3 urah vožnje, ko smo prevozili 60 km, neverjetnih 60 km, smo rabili 3 ure, pomeni 20 km smo se vozili po povprečju. Smo pa zdaj prispela do kitajskega zida, pa gremo pogledati, kaj se zdaj tukaj dogaja. Ok, in kot je na kitajski navadi, je potrebno najprej čakati. Kajti najboljše stvari so deležni tisti, ki čakajo. Tako da kako dolgo bomo čakali, ne vem, ampak tu je ena kolona, potem pa moramo iti tu gor, potem pa še tu gor, na vrhu, tako da verjetno kako ura. Ok, to je to. Evo ga, še malo pa bomo na vrsti. Tu pa smo prej čakali, pa še bolj dol. Zdaj tak ni več gužve. Prej pa je bila. Ok. Tukaj pa pridemo notri, ne?
Zdaj pa zdaj se nahajamo kje? Na kitajski zidu. In ta zid so zgradili 1402. leta. Potem so ga pa renovirali 1983 so ga odprli za javnost in je najbolj slikovit del kitajskega zidu. Zelo popularni med turisti, kar smo lahko videli, pa vse tej gužvi. Evo, tu se turisti slikajo. Evo, ne. Vsi se hočejo slikati, tako da, ja, ne, okej. To je tako dolgi zid, da bi rabo 207 dni, da bi ga prehodil, če bi vsak dan 12 ur hodil. Ja, to je to, ne? Seveda se še zdaj moramo podpisati tukaj, ne? Evo, tako se vsi tu podpišejo. Še pa mi dva, ne? Da sem bila tukaj. David piše. Wow, zdaj pa ti pa še zdaj Edi pisala. David in Edi, okej. Jaz upam, da vam je ta video bil všeč in da ste v njem uživali. Pričakujte še več takšnih videov, oziroma tukaj se pravzaprav najino potovanje z Davidom Kitajski pravzaprav šele začela. Torej pričakujete lahko še več takih videov, ampak v naslednjem videu pa gremo naprej, kaj rečete, z čem? Takrat pa gremo naprej z vlakom, tako da vljudno vabljeni. Ja, gledajte, hvala, ker ste bili z mano, kliknite spodaj nekje like, če gledate ta video na YouTube, kliknite subscribe, naročite se na moj kanal, kliknite zvonček in vidimo se v naslednjem videu. Do takrat vas pa prav lepo pozdravljam.